Spoštovani, na prizorišče prihajata načelnik Generalštaba Slovenske vojske, brigadir Boštjan Močnik in minister za obrambo, magister Borut Sajovic. Spoštovani, na prizorišče prihaja bojna zastava poveljstva sil Slovenske vojske. Spoštovani, na prizorišče slovesnosti prihaja namestnik poveljnika sil, brigadir Igor Šepec. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske. Za koga? Za Slovenijo! Svojo pripadnost domovini, ponos nanjo in domoljubje se najlepše izrazi s himno Republike Slovenije. Spoštovani minister za obrambo, magister Borut Sajovic, spoštovani načelnik Generalštaba Slovenske vojske, brigadir Boštjan Močnik, spoštovani poveljniki in enotni počastniki enot sil Slovenske vojske, spoštovane pripadnice in pripadniki sil, spoštovani visoki gostje, lepo pozdravljeni na slovesnosti ob dnevu poveljstva sil Slovenske vojske. Z današnjo slovesnostjo obeležujemo dan, ko je 6. januarja 2003, potem ko je bilo z ukazom za njegovo formiranje ustanovljeno 3 dni prej, pričelo z delovanjem poveljstva sil Slovenske vojske na operativnem nivoju.
Praznovanje našega praznika tokrat obeležujemo na prav poseben način, saj bo z današnjim dnem poveljevanje silam prevzel nov poveljnik, brigadir Uroš Paternus. To bomo v nadaljevanju potrdili s prevzemom bojne zastave poveljstva sil. Sedaj pa k nagovorju vabim brigadirja Boštjana Močnika, načelnika generalštaba Slovenske vojske in do nedavnega poveljnika sil Slovenske vojske. Brigadir, izvolite. Hvala, spoštovani minister za obrambo, gospod Sajovic, državni sekretar, brigadir Paternus, direktorji direktoratov, poveljniki, vsi prisotni v postroju. Smo v obdobju, ki kliče po enotnosti naporov na vseh ravneh poveljevanja. Tukaj v spredje izstopa te vi v postroju poveljstvo sil, gradnik fizične in mentalne trdnosti, struktura organizacije, ki zagotavlja proces kontinuiranega dela, kadrovske krepitve, postopek izvajanja modernizacije in izvajanja realističnega urjenja enot s ciljem izgraditi robustno, bojno pripravljeno Slovensko vojsko. Ste poveljstvo, ki je klicano k temu, da izvrši izziv razumevanja hitro spremenjajočega se karakterja sodobnega vojskovanja. Enotnost naporov na vseh ravneh poveljevanja do osnovnega jedra, to je vojak Slovenske vojske, brez katerega ni skupine, ni oddelka in ni oboroženih sil. Ključ pri vsem tem je tudi vaša vloga, ki kliče po kvalitetnem voditeljstvu znotraj sil Slovenske vojske, ki temelji na integriteti in vojaških vrednotah. Verjamem in pričakujem, da bomo vsi, tudi vi kot poveljstvo, od najnižjega pa do najvišjega počinu zgled voditeljstva skozi vsak dan in vojaške strokovnosti. V prihajajočem letu in v obdobju, ki je pred vami, boste kot poveljstvo podvrženo procesu modernizacije, ki je v bistvu stalnica vseh oboroženih silah, ne samo danes v Slovenski vojski, ampak nasploh v zavezništvu, po katerem kliče dinamično in intenzivno spreminjajoče se varnostno okolje. Realističnost usposabljanja in urjenja je pa tista menica znotraj Slovenske vojske, ki se gradi na vrhniškem klancu. Ste gradnik bojne pripravljenosti in temelj bojnega karakterja Slovenske vojske. Ta realističnost kliče po izgradnji kohezivnih vojaških enot in realistično usposabljanje, ki bo pripeljalo in že gradi DNK Slovenske vojske. Za vaš uspeh, ki je hkrati tudi naš uspeh, ste ključni in v bodoče vsem pripadnicam in pripadnikom poveljstva sil želim, da boste skupnimi napori, predanostjo in odločnostjo, katero ste izkazovali skozi minula leta, kljubovali zahtevom časa in odgovornim nalogam, ki so pred vami. Iskrene čestitke za vaš praznik in dobrodošlica novemu poveljniku sil, brigadirju Paternusu. Hvala. Iskrena hvala, brigadir Močnik. V naši sredini še enkrat toplo pozdravljam današnjega slavnostnega govornika, ministra za obrambo Republike Slovenije, magistra Boruta Sajovica. Minister, prosim za vaš nagovor. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, spoštovani zbrani. Naj kdorkoli, kdaj vas vpraša, kdo živi na zemlji tej, vedi, zemlja ta je naša, tvoji dedi spijo v njej, za njo bodi se naprej. Velikokrat povedano, naj se usede v srce. Kaj je pomembno sporočilo danes, ko praznuje ena izjemno pomembna enota naše vojske, našega sistema, da praznujemo skupaj. Vsi kot eden, ker vsi ustvarjamo en sistem. Zato še posebej prijazen in pa hvaležen pozdrav načelniku generalštaba, brigadirju Urošu, ki prevzema novo dolžnost, njegovemu namestniku in tudi mojim sodelavkam in sodelavcem, civilnim sodelavkam in
sodelavcem, državnemu sekretarju Boštjanu Pavlinu, Mateji Rokvič, ki je poskrbela na direktoratu za znaten dvig kadrovske sestave, Leonu Behinu, ki je skupaj s sodelavci naredil izjemen korak naprej na področju zaščite in reševanja, Andreju Feferju, ki skrbi za varnost, in Željko Tukralju, kjer smo na področju logistike na vseh področjih naredili korak naprej. Zahvala in pozdrav tudi predstavnicam in predstavnikom medijev, s katerim praznujemo skupaj. Smo država, smo pomemben sistem, vsi skupaj pa smo najprej ljudje. Zato res iskrene čestitke, zdravja, sreče, zadovoljstva vam in vsem tistim, ki stojijo doma za vami. Zaključili smo uspešno leto s pogumom, z odločnostjo, ker zmoremo, hočemo in znamo, vstopamo v novega. V lanskem letu smo v burnem dogajanju po svetu Slovenski vojski pod črto potegnili pod številne pomembne dosežke. Nadaljujemo modernizacijo in posodabljanje, ki mu v 35-letni zgodovini naše države ni para. Nismo še postorili vsega, daleč od tega, ampak z načini in z dejanji dokazujemo, da smo na pravi poti. Povečali smo konkretno ognjeno moč, vozila Oshkosh so tu, nakup bojnih vozil 8x8 ni zaustavljen, se pelje naprej in v pravem trenutku bo doživel tudi epilog. Zadovoljen sem, da smo v tem tednu v novo letalo Spartan prvič namestili tudi reševalni modul, da je ladja Triglav po skoraj 5 letih obnove nazaj domači luki, prvič na svojem pomolu, da smo nabavili artilerijske sisteme, da se prvi Leonardov helikopter iz nove serije že gradi na novem traku, da so vozila manj tu in da investiramo poleg v osnovno vojaško potrebo in rabo veliko tudi v znanost, raziskave in pa razvoj, in da je letošnji SIDEK prvič v zgodovini pokazal, da zmoremo tudi slovenskimi rokami, z našo pametjo postoriti veliko, tisto, kar bo služilo našim potrebam in tudi potrebam naših zaveznikov. Vse skupaj ne bo in ni prav veliko vredno, če ni poskrbljeno za ljudi. Najbolj sem bil vesel skupaj s sodelavci, ko smo nekaj tednov nazaj v Državnem zboru potrdili in pa potem končno tudi objavili Zakon o službi v Slovenski vojski. Dolg do ljudi, 5 let star, se s tem končno spravlja na pravo pot in popravlja. Pripadnik in pripadnica Slovenske vojske opravlja izjemno dragoceno in pomembno nalogo, dobi za svoje delo ustreznejše priznanje, ustreznejši položaj, predvsem pa spoštovanje. Zadovoljen sem, da smo se 3. leto zapored tudi kadrovsko okrepili, predvsem pa, da pri nas, ker potrebe in razmere niso take, služenje ni prisila, ampak prostovoljna odločitev stati in pa braniti za domovino. Okrepili smo število štipendij, mi ne štipendiramo za en poklic, mi štipendiramo za 60 različnih poklicev. Število naših štipendistov je preseglo številko 700, krepko smo povečali tudi rezervno sestavo, več kot
1300 nas je in v sistemu Slovenske vojske nas je skupaj več kot 7500. Cilji so jasni, pred nami obdobje, v katerem živimo, zahteva od nas predvsem enotnost. Enotnost vseh v tej državi, ne glede na kakršnekoli druge opredelitve, in klic k enotnosti, klic k sodelovanju je ena od mojih prvih nalog tudi v bodoče. Poveljstvo tukaj na Vrhniki danes prevzema nov poveljnik, izkušen vojak, visoko izobražen, in jaz sem prepričan, da enoto, ki jo zapušča Boštjan Močnik, v dobri kondiciji bo znal Uroš Paternus, brigadir z znanjem, z izkušnjami, dvigniti na še eno stopnico večje. Sam ne zmore, nihče od nas sam ne zmore tega. Naša naloga vseh je, da stojimo za njim in mu pomagamo, on pa za nami. Vsem skupaj še enkrat hvala lepa, iskrene čestitke ob prazniku in pa vse dobro. Za konec pa pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, za koga? Za Slovenijo! Hvala, ponosen. Iskrena hvala, gospod minister. Sledi slovesen prevzem poveljevanja silam Slovenske vojske. Prosim načelnika generalštaba Slovenske vojske, brigadirja Boštjana Močnika, da izroči bojno zastavo novemu poveljniku sil. Brigadirja Uroša Paternusa prosim, da stopi pred postroj in prevzame bojno zastavo in s tem poveljevanje silam Slovenske vojske. Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Pred mikrofon vabim poveljnika sil Slovenske vojske, brigadirja Uroša Paternusa. Poveljnik, izvolite. Spoštovani gospod minister, spoštovani načelnik, državni sekretar, spoštovani gostje, predvsem pa pripadnice in pripadniki poveljstva sil.
vse najboljše za naš dan. Slovenska vojska je bila in bo v službi domovine. Biti v službi domovine je nekaj najbolj plemenitega in častnega in je tudi zelo odgovorno, ni pa vedno lahko. To svoje poslanstvo bomo opravili tako, ko bo šlo za obrambo domovine ali pomoč policiji ali pa pri delovanju pri zaščiti in reševanju. Delali bomo s tistim, kar imamo, s kadrom, opremo in oborožitvijo, pri tem pa bomo pripravljeni za sprejem novih ljudi in naraščanje, če bo to potrebno, ali za sprejem novih materialnih sredstev in oborožitev, ko bojo prišli. Pri kadru bo predvsem poudarek na izgradnjo kolektiva in pa enote. Vojska deluje kot tim, ne kot posameznik. Delovanje z zgledom in voditeljstvo bo imperativ, kar se tiče kadrovskega dela. Pri materialnih sredstvih in oborožitvi bo predvsem poudarek na operativnosti in višji uporabnosti oborožitvenih sredstev. Kar se tiče bojnega karakterja in bojne pripravljenosti, ta se ne gradi iz zagovornice, tudi na sestankih ne, ampak na terenu. Na terenu se gradi zaupanje v opremo, s katero deluješ in jo poznaš. Na terenu se gradi zaupanje do svojih soborcev z leve in desne in veš, da ta kolektiv lahko svoje poslanstvo upravi. In na terenu se gradi tudi zaupanje v svojega nadrejenega, v svojega poveljnika, ker veš, da ko bo potrebno, bo uporabil prave odločitve, da bo izvedel svojo nalogo in pri tem, da bo ohranil življenje in zdravje svojih ljudi. Lansko leto smo začeli z veliko reorganizacijo v Slovenski vojski. Verjamem, da bo določene procese potrebno še uskladiti, kakšne tudi nadgraditi in vem, da bojo dnevni izzivi in problemi, s katerimi se srečujemo. Vojska je tista, ki deluje v najtežjih pogojih delovanja. Vse probleme in izzive bomo reševali strpno, postopno in pa seveda na vojaški način. Ker smo 6. januarja na začetku leta, želim vsem vam vse dobro, še posebej vašim najbližjim. Brez podpore naših najbližjih bi bilo naše poslanstvo bistveno težje. Verjamem, da skupaj zmoremo. Srečna Slovenija, srečna Slovenska vojska in srečno poveljstvo sil. Poveljnik, hvala. Poveljstvo sil Slovenske vojske danes praznuje, zato je prav in primerno, da v tej priložnosti nagradimo tiste pripadnike, ki so v preteklem obdobju s svojim delom še posebej izstopili. Nastopil je trenutek podelitve priznanj najzaslužnejšim pripadnikom enot sil Slovenske vojske. Na podlagi ukaza o podelitvi priznanj poveljstva sil Slovenske vojske številka 94-1/2025 do 105 z dne 6.1.2025 prejmejo priznanje naslednji pripadniki. Zlata medalja poveljstva sil Aleš Kesič, Franc Klemen, Boštjan Močnik, Janez Oblak, Aleš Pucihar. Srebrna medalja poveljstva sil Branko Ovijač, Emanuela Požar. Bronasta medalja poveljstva sil Žigmund Balog, Edis Hrustanovič, Jaka Konjar, Andrej Krajnc, Štefan Vidovič, Zmago Zagorc. Bronasta plaketa poveljstva sil Tomaž Mihilič. Pohvala poveljnika poveljstva sil Gregor Ferbežar, Klaudija Gaves Rovan, Aleksandar Majetič, Darko Milanovič, Klemen Zorec, Boru Džust. Zahvala poveljnika poveljstva sil David Benigar, Marko Brus, Minka Domenik, Tadej Drobnič, Franko Kukanja, Zdenko Musar, Miroš Pocapan. Brigadir Igor Šepec, namestnik poveljnika sil. Poveljnika sil brigadirja Uroša Platonusa in štabnega praporščaka Antona Kerina prosim, da podelita priznanja. Zlato medaljo poveljstva sil prejme brigadir Boštjan Močnik. Brigadir, prosim, da pristopite k podelitvi. Zlato medaljo poveljstva sil prejmeta podpolkovnik Aleš Kesič
in štabni vodnik Janez Oblak. Prosim, da stopite s postroja. Srebrno medaljo poveljstva sil prejmeta praporščak Branko Vijač in višja štabna vodnica Emanuela Požar. Imenovana stopita s postroja. Bronasto medaljo poveljstva sil prejmejo major Žigmund Balog, polkovnik Jaka Konjar, štabni vodnik Andrej Krajnc in vojaški uslužbenec 12. razreda Zmago Zagorc. Imenovani stopite pred postroj. Bronasto plaketo poveljstva sil prejme višji praporščak Tomaž Mihelič. Pohvalo poveljnika sil prejmejo praporščak Gregor Ferbežar, vojaška uslužbenka 4. razreda Klavdija Gaves Rovan, višji štabni vodnik Klemen Zorec in štabni vodnik Boro Džust. Imenovani stopite pred postroj. Čestitke vsem prejemnikom priznanj. Sledi himna Slovenske vojske.
zastava slavena, to junaška kri, za blago četnjave naj puška govori, z orožjem desnico nosimo varuho, zapisano princo, ki bijejo naš Bog. Zastava slavena, to junaška kri, za blago četnjave naj puška govori. Prizorišče zapušča bojna zastava poveljstva sil Slovenske vojske. Spoštovani, z veseljem vam sporočam, da je s tem uradni del današnje slovesnosti zaključen. Vse prisotne prijazno vabim na malico in druženje v jedilnico vojašnice Ivana Cankarja. Želimo vam veselo praznovanje našega dneva še naprej in srečno. Bravo.